Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Luka Krajnc in Luka Lindič sta konec poletja 2023 preplezala novo smer Lepotica in zver v severni steni Rjavine. Za končni, prosti vzpon težavnosti zgornje 10. stopne je smer zahtevala 3 leta in 18 obiskov stene. Februarja 2024 sta v 4 dneh preplezala novo smer v južni steni Aguhe-Poinsenon in tako uspešno zaključila alpinistični projekt, ki je zahteval 3 obiske argentinske Patagonije. Smer sta pojmljivo poimenovala pot, s čimer sta kronala njuno prijateljstvo, alpinistično navezo ter številne življenjske zgodbe in plezalne avanture, ki so se zvrstile v 20 letih njunega poznanstva. Predana, trajna in vsestranska vrhunska alpinista v tokratni epizodi našega podcasta. O njunih plezalnih začetkih leta 2004, o njuni alpinistični evoluciji, o številnih odpravah in smerih, o bogati 20-letni alpinistični poti, polni življenjskih in alpinističnih preizkušenj. Z nami v steni tokrat fenomenalna Luka Krajnc in Luka Lindič. Živjo, Luki, a kako se reče, kako sta kaj? V redu, zdravo. Dobro, živijo. Nedolgo nazaj si ti še neki vrt v Ospo, ne? Prevrtavu. Ja, to je zdaj že 2 leti, po moje. Čakaj, nisi zdaj le par dni nazaj. Ne, to smo bili pa v Mirtovičih. To je pa eno novo plezališče. okej. Ja, In kaj ste delali tam? ja, nove smeri. Sej drugače to zdaj že v bistvu vse vemo, ker je že Vili vse povedal, ne? A je. Ampak zakaj zdaj to sem jaz takole začel? Ker moramo malo spet narediti reklame za projekt OSP. Se strinjam, jaz sem sam sebe zelo to zadnjič, ko sem Vilija poslušal, da letos še nič nisem daroval in me je kar malo zmrazil. Tako da, ja, je prav, da večkrat to spomnimo. Sami sebe in druge pač, zaradi tega, ker, ja. Tako, poglejte si www.projektosp.si ali pa nakažite projekt OSP 5 na 1919 in bo padla donacija 5 evrov. Ne pozabimo, za naša plezališča gre. Kako je že? Moto bil. Ja, kaj mi v ta lepega povedala? Odvisno, kaj naj boš vprašal. Zdajle, z Luko prejle, že prej smo malo začela, da odkar sta zaključila lanski projekt, pa letošnji projekt, se kar dosti pojavljata v medijih takih in drugačnih. In se mi zdi tako, da je zelo fajn, da je toliko alpinizem na tapeti, da se sliši glas alpinizma. In ena taka pomembna stvar, ki jo izpostavljata v vseh teh pogovorih ali zapisih, je to, da v bistvu za vzponi sta tudi proslavljala vajino prijateljstvo, ki traja pa zdaj že preko 20 let. Ja, res je, ne vem, koliko si bomo razdelila debate, kar spontano. Ne vem, kako naj boš sploh naslavljal, če gleda to, da sta Ker dva midva smo zelo izurjena, da vedno malo izigravamo, kdo je zdaj kaj odgovarja, pa kdo je kaj naredil. Ja, nasmeški veliko povejo. Pazi, kako boš vodil tole. Noč pa tako. Ja, sploh doma. Ok, ja, hlej, mislim, da bojo stvari šle same po sebi. No, pa bom jaz nadaljeval, ko sem glih začel. Sigurno so tile najna zadnja 2 večja vzpona, sta sama po sebi super vzpona, ampak to dolgotrajno prijateljstvo ali pa najna naveza vzadij je pa nekaj, kar verjetno tudi sama, če dalj bolj vidimo, da ja, je pač redkost in da ima zelo veliko vrednost, zaradi tega, ker bolj
dlje, ko si v tem, bolj vidiš, da pač preprosto je težko najti neke ljudi, s katerimi se ujameš, pa lahko greš kaj plezat, brez da imaš zdaj ne vem kakve komplikacije. Je pa to nekaj, jaz bi rekel, da je neka taka naveza ali pa prijateljstvo je ne isto, ko zdaj, da bi mogel trenirati, da si fit za plezat, ampak tudi na nek način moraš delati na tem, zaradi tega, ker mi smo vseeno neke močne osebnosti, bi jaz rekel, vsi plezalci, pa imamo močne egote, mar zdaj, mogoče kdaj malo bolj, kdaj malo manj, odvisno, v katerem obdobju smo v življenju. In tudi na tem moraš v bistvu delati, če hočeš, tako mislim, da nobena naveza nima, ali pa nobeno prijateljstvo ni brez nekih konfliktov ali pa točk, kjer je neko trenje, ampak pol je odvisno, da si zdaj ti prepoznaš, da je, ne, pač. Mislim, da smo tudi mi dva imela obdobja, ko se ne strinjaš v vsem ali pa imaš druge poglede, ampak na koncu vidiš, da je to čisto normalno in da v bistvu moraš na tem delati. Pač tudi iz tega vidika, če hočeš nekaj na dolgi rok imeti, pač ne, kar je pa na koncu ful veliko vreden. Kaj pa je pol zares taka neka naša definicija dobrega prijatelja? Ali pa mogoče niti ne definicija, ne, kako ga dojemata? Jaz bi rekel, da glede na to, da me zdaj dolgo ni bilo v Sloveniji, da sem skoraj 7 let v Nemčiji živel, se mi je ful velikokrat zgodilo, da se nisva videla ne vem koliko dolgo ali pa čula. Ampak ko smo se ali pa ko smo se poklicali, je bilo tako vedno. To se mi je zdelo nekako brez, da bi rabo planirati stvari, če pri enemu nekaj gori ali če je karkoli, veš, da je vse isto, ko je bilo. To se je meni tako parkrat zgodilo, recimo. To je meni osebno tako nekaj. Kako se pa družite, recimo, ali pa če rečem, če damo plezanje stran, se tudi pokličete, če treba tam? V zadnjih letih večkrat, ja. V zadnjih letih večkrat. Včasih se mi zdi, da ni bilo toliko tega, da je bilo plezanje bolj tisto glavno vodilo, ki naj je držalo skupaj pa lepilo. Zdaj pa se mi zdi, da v zadnjih letih se pa to malo začelo transformirati tudi tako v svet na osebni ravni in teh zadev. Malo bolj v globino? Ja, ali pa širino. Včasih tudi v globino. Tako, vsaka taka zgodba, ne, če smo tukaj in zdaj, ne, ima pa nekje tudi nek začetek. In vidva sta se spoznala kje? V alpinistični šoli? A sta se že prej poznala? Ne, v alpinistični šoli, ja. V bistvu za prvi spoznavni sestanek, uvodni sestanek, ko je bil takrat v Celju na alpinističnem odseku. In v bistvu sem takrat prvič se videla. Jaz se še zdaj živo spomnim onega dneva. Se pravi, Lukata, da je imel en flis, pa husky je bil gor, sta neka firma, se spomniš? Ja, v glavnem, tist se še živo spomnim. Pa da smo bili v neki sobi tam na desno, še v ta starih prostorih društva, pa da sem bilo enih, ne vem, 6-7 v sobi. To je pa to, kar se v bistvu spomnim, ampak ja, to je bil res first moment. Eto, jaz sem naredil malo domače naloge, ne, in sem malo šel čekirati tisto vašo knjigo vzponov, ki imate na alpinističnem odseku Celje Matica, ne. In a se kjer od vaju spomne, če tisti vzponi so res držijo, kaj je zapisan pod številko 1 pri vsakem od vaju? Po moje, da je bilo zima. Ja. Zaradi tega, ker šolo smo začeli jesen, ledinski vrh ali pa kaj takega. Bravo, 10. Res? 15.1.2005. Jaz si vse, dobro. Nisem, gibal sem, ker to je po moje tak železen repertoar našega Ferajna. To je res. Šola se začne jesen, pol se gre na Okrešelj za vikend, kjer smo bili kuhani pa pečeni zmeri, ali se je plezali ali ne. In pol, kam greš kot prvo turo, zdaj res, da mi malo probati. Sedlo, pa če se še izide še na ledinski vrh, tako da to je bilo zelo lahko. No, Luka je bil malce bolj tehničen, ne?
Pol pa sem jaz verjetno kak slab že šel, ker Ja. me je to, v bistvu to pripeljalo do alpinizma, tako da po moje kak avtocesta ali pa palenk. Pa to je neverjetno, spomin imata, veš, pa nista toliko stara še, ker prej sem nekaj že skoraj hotel malo preteževati. Eto, 25.12.2003, avtocesta. Evo, za božič. Ja, 15.1.2005 pa ti, Luka. Tako da, to so vajni prvi sponi. No, moram iti spet malo na ledinski vrh, evo. Da vidim, če je še vedno isto. Tako, če zdaj malo pogledate, ne, po vseh teh letih na tiste začetne obdobja, kakšne imate kaj misli, spomine na alpinistično šolo, na tiste inštruktorje, lahko jih omenita, kdo so bili takrat neki taki, rekel, alpinistične persone, ki jih ponavadi takole začetniki, ki pridemo malo gledamo kot na pol bogove, pa hočemo biti kot oni lepega dne. Imate kakšne misli, spomine? Jaz sem vstopil v bistvu v ta balonček not čist brez, da bi koga poznal v bistvu. Niti nisem vedel, kdo je Franček Nes takrat, ali pa ne vem, kdo je bil takrat Franc Čanžek, ali pa Smiljan Smodiš, ali pa Cankar, Šrot, ko so bili v bistvu zelo aktivni takrat v prejšnjih letih Ferajna. Za noben ime nisem vedel takrat, ker sem bil čisti v bistvu planinc sem bil jaz. Jaz sem prišel iz planinskih taborov pohodništva na Ferajn, brez da bi karkoli vedel o plezanju. In mi je bilo to čist znanstvena fantastika, pol kar se je tam začelo odvijati tisti prvi let. In tudi na začetku midva nisma v bistvu skupaj plezala kot tečajnika, seveda. In prve prav plezalne smeri sem jaz plezel z Smiljanom Smodišem. Ki je nažalost že pokojni, ampak vem, da takrat je bilo to tisti prvi let me je mal tak kao pod okrilje svoje vzel, tak mal me vodil v smislu, da me je poklical pa rekel, pejmo, ali pa na Ferajnu, ko smo bili na odseku v četrtih, da je rekel, da je 5 grema, pa smo šla Igličevo, pa v Rikl, direktno v Štajerski, pa pač take smeri, ko jih drugače kot tečajnik ne bi nikoli šel, ne. Kaj pa ti, imaš kakšne take bolj zasidrane spomine na tisto obdobje? Jaz sem v bistvu imel malo veze s Ferajnom že prej, ker je moja mama bila na Ferajnu. In sem v bistvu že kako leto ali pa 2, preden sem šel v to alpinistično šolo, sem že šel takrat v Paklenico skupaj z njo. Pa takrat se mi je to zdelo še to plezanje, pa to kar nekaj, veš, tako. Itak nočeš početi to, kar počne tvoji starši verjetno, ne. Pol pa smo enkrat, v bistvu so šli oni plezat v eno plezališče Srebotnik, tam blizu med Celjem pa Štorami. Pa sem šel zraven, takrat vem, da smo šli peš nekaj iz doline čez, kaj je tiš, Hudičev potok ali Suhi, kaj je že tisto, kje je to? Tako da bi šel na Celjsko kočo, ampak greš, Hudičev graben, meni se zdi, da se reče. To, čez Hudičev graben, ko je še neka taka ferata. V glavnem, in pol sem jaz takrat prvič tam probal, pa še vedno nisem čist vedel, ali to zdaj je kaj ali ni nič. No, pol pa v bistvu najbolj me je pa to ledno plezanje bilo meni zanimivo v štartu. Zato so tudi te prvi moji vzponi ledni in takrat v bistvu še nisem jaz bil na Ferajnu, ko sem te prve vzpone delal. Tako da v bistvu prek mame sem jaz do tega prišel. Na začetku sem v bistvu teh par slapov sem z Alešem Zorkom plezal, potem sem pa dosti plezal tudi z Rokom Dečmanom pa z Mišotom Primcem, pa kakega tudi z Branetom Povšetom. Tako, te, ko so bili na Ferajnu, takrat najbolj aktivni, verjetno sem tudi zdaj še koga pozabil. Ampak predvsem je bilo to tako eno obdobje spoznavanja čistega novega lifea v bistvu, ker je bilo tako, ko ena igra, ne. Pa ta let mi je bil takrat ful zanimiv, koliko to kar nastane, pa pol izgine, pa pol drug let spet nastane, pa v bistvu sploh ne plezaš iste stvari. In pol tako, ne vem, to mi je bilo vedno fascinantno, da lahko kar nekaj zmrzne in pol ti po tistem plezaš. Tako da iz
to je mene potegnalo v bistvu noter, pa potem neke te mal tekme ledne, takrat je bila še ona Solčava, tista kocka, pa te zadeve. Pol pa ta alpinistična šola, ta prva leta so bila pa ful zanimiva meni, no, tako, ful se je dogajalo, pa ful smo se učili, oziroma sem se učil, pa ja, na začetku je itak bilo vse ena taka velika igra, pol pa, ko smo v bistvu začela kar kmalu skupaj plezati, še malo prehiter v bistvu po standardih, je bilo pa v bistvu še samo bolj zabavno vse skupaj, ne. Koliko sta pa, oziroma kdaj sta pa tako začutila, da je pa to zdaj ta dejavnost, katero ta pa posvetila pa malo več časa? Ali pa kdaj jo je začel not potegniti? Po moje je kar zelo, zelo hiter. Zdaj, kdaj točno, bi težko rekel, da je bilo zdaj to na eni točki, ampak to je po moje tako kar zelo hiter, potencialno se je odvil, da smo oba dva nekako sam še to videla. Ja, to je bilo tak. Pol leta, en let, bi jaz rekel, da je bilo kar hiter. Ni bila glih ona točka, to je bila čisto taka spontana stvar. To je tako, Seveda. ko se vključiš na avtocesto, pa je on hrib nadol, ko v bistvu dobivaš pospešek, to sploh ne rabiš ful gasa tišati. In tle je bilo ful podoben. In vem, da smo midva že kot na koncu mlajša pripravnika, recimo, smo imeli v tistem letu 120 vzponov. Vsak, pač večinoma skupaj, ampak tako, da smo imela, to so bili z pristopi, z vsem tem, ne. Ampak vem, da če bi te šla tiste knjigice oziroma tiste opise gledati, smo jih takrat naštela 120 v tistem sezoni, v enem letu, ne, kot mlajši pripravnik. In to je že v bistvu povedalo, da, mislim, verjetno to že spada tja noter, ko smo bila samo na to fokusirana. To sta bila nekje okoli 20 let stara. Ne, približno. Ne, manj. Manj? 2,4 smo prišla, no, to se pravi, to je bilo 2,5 verjetno, ne? Aha, Ali pa manj. 2,6. Ja, To nekaj. 18. Ja, Ti pa še manj. on še manj, ja. ja. Okej. Ker vem, da ko smo šla na izpite za alpinista, pol, da še v bistvu, jaz sem že imel izpit za avto, jaz sem že bil v eni srednje šole, ti si bil pa še v srednji šoli. In pol smo v bistvu midva ful vadila, da bi ta izpit naredila, ker se nam je malo model ga narediti. In sem se jaz doma učil, Luka je bil še v šoli in pol, ko je on končal, sem ga jaz hitro pobral in sem se odpeljala z rdečim Cliotom od moje mame v Tremarje, ali pa smo šla peš kdaj. To je ena pa res taka mini skalca med Celjem in Laškim. In pol smo tam vadila te manevre, gor, dol, reševanje. Pol smo se že da smo se že ful zezala okoli tega, pa zdaj sem pa jaz padel, ne, pa zdaj ti mene reš, ne, pa tako vse neke možne variante, kar sploh še oni na izpitih ti niso mogli dati kaj takega, ampak mi smo rekli, dajmo zakomplicirati, koliko je možno, ne, da ne bojo dali kaj takega, da ne bi midva naredila, ne. Sta naredila v prvo. Sva. Sva, ja. Kako pa je pol mogoče ta celjska skupnost, ferajnovska, v neki točki pa postala malo premajhna? Ker verjetno sta, tudi jaz se zdaj vsega tega čist ne spomnim, verjetno sta zelo hitro se tudi prijavljala na razne tabore od KA, pa verjetno se tudi spomnite, kam sta šla na prvo odpravo. Kako sta pol iz tiste, bom rekel še enkrat, pač iz lokalnega okoliša, pol se spoznala še z ostalimi plezalci in kako je pol se ta pot nadaljevala? Te tabori KA so bili kar taka dobra stvar, se je meni zdel. Jaz se spomnim, da smo bila enkrat na Kamniškem sedlu, Točno. polet. Tako je, vem, ko imaš zelo v glavi. Ja. Ma kaj? Jaz sem nekaj sanjal po noči. Brinčko. In pa se mi je ful sanjal in bolj jaz včasih govoril v spanju in pa vem, da sem imel neke monologe, ker Ja. sem naslednji dan hotel iti nekaj plezati in pol sem valjda jaz to že podoživljal celo noč in No. pol sem tam se drl po noči v tistih na skupnih ležiščih, kdaj zabi še en klin, da ta ne bo držal, pa tako neki pač one, ko bluziš po noč. Pa še neke druge monologe sem tudi imel, ko niso zdaj za v mikrofon, ne, ampak tisti je bil en tak zanimivih taborov, no.
Pa vem, da smo bila enkrat na Komni, Ja. ko je bil še foto Ja, iz Grmade. Takrat smo pa v bistvu smo imeli možnost, da bivakiramo, kao bomo zdaj se mi naučili ta bivak skopati, lukno. In potem smo mi dovolj, da skopala lukno, ne, in potem smo pa rekli, ni vam treba zdaj noč spati, če pa kdo hoče, pa lahko, ne. In potem smo mi dva rekla, itak da bomo, to je zdaj zares, ne, pač alpinizem, to ni zdaj mala stvar, ne. In mi dva ima zdaj, ker naju je pa zdaj to presenetilo v steni, ne, in mi dva nimamo nič s sabo, ne. In mi bomo zdaj šla spat v tisto luknjo brez spalk. Čeprav smo jih imela v koči, ampak smo rekli, ne, zdaj moramo to imitirati tako, ko je zares v steni, ne. Smo rekli, da bi imamo šla zdaj brez spalk tja noč spat. In potem smo šla res brez spalk. Zvečer smo spila še eno vročo čokolado v koči, luknjo smo imela skopano 10 metrov od koče na Komni. In potem smo vzela vse, kar smo lahko, foto nam je dal še neke bombone za zraven. In smo šla tja in smo celo noč bila not v luknji. Sama. ja. Stali so ljubajti. Kurat, to ne bom dal zdaj roke Saj, v ogenj, ne slavno. spomnim se več. Jaz imam malo spominov, da večinoma ja, no. Ampak no, je bilo to čisto normalno, da to zdaj treba se tako izuriti, ne, da ko bo zares pol, da si ready. Super. Ja, tako je to bilo nekako. Kaj pa pol kakšni šamoniški tabori ali pa Dolomiti ali pa mogoče že kakšna prva odprava? Jaz ne vem, zakaj mi je najbolj v spominu ostalo, da sem najbolj prišel v kontakt z drugimi, da mi je pol se začel zelo hitro razvijati. So stvari, je bilo izmenjava s poljskimi alpinisti v Krajinski gori. In tam sem pol prvič spoznal in Marka Prezla, Aleša Česna, Roka Blagusa. In tam pol tudi v bistvu smo se zmenili oziroma so me povabili takrat na mojo veliko veselje pa srečo, Aleš pa Rok, na mojo prvo odpravo v Čarakuso, to je bilo 2008 pol. Tega se najbolj spomnim, no. Je bilo v bistvu, ja, prek teh stvari, ki so bile, tabori, ki so bili organizirani od PZS-ja, da se je vse to razvilo, ni bilo zdaj, da si imel enega mentorja, pa ampak ja, se je v bistvu na teh taborih veliko. Spravo, ta Čarakuza je tudi tvoja prva odprava. Ja. 2008. Bagirati je bil pol 2009. 2009, pa Makaluže, a še ne, še kasneje. Še kaj vmes. Ne, naslednji je bil pa Makaluja. Ti, Lukas, kaj spomniš tvoje prve odprave? Jaz sem šel pa prvič, sem šel pa v Yosemite. Sem bil takrat zmenjen z Davidom Debeljakom. Pol je pa v bistvu en mesec, preden sem šla, padel v Triglavo, pa si zlomil vrat, mislim da. Se prav spomnim, da mi je razlagal, da je v bistvu ležal na oni posli, pa meni kot tež prevezano na glavo in je mogel pol tam pač biti čist na mir. Pol jaz nisem vedel, kaj naj. In pa sem takrat govoril z Martino Čufar, pa je rekla, lej, sej pejt sam, ne, se boš tam najdel soplezalce pa tako, ne. Pa sem rekel, okej, dober, pa mogoče pa res, ne. In potem sem v bistvu takrat šel sam, 2008, v bistvu bil moj prvi tak čezoceanski polet ali pa karkoli. In mi je bilo kar tako, se spomnim zdaj, mislim, zdaj mi je tako leteti čez lužo, kot da grem na avtobus, ampak takrat mi je bilo pa to kar tak event. Tako vse spakiran, vse sprintan, ki moram politi na kjer vlak, da ne bom tam San Francisco se kje zgubil, pa veš pa tako, neka Amerika, pa zdaj to res tak, je bila taka zgodba, no, pač za mene, notranje, ne. Ja, ja. Ni bilo čisto, tudi ni bilo zdaj še teh telefonov, pa da boš zdaj kar malo navigacijo, ne, pa se kar tak in to je bilo, pa in potem sem bil takrat v Yosemitih 2 meseca, mogel bi biti 3 mesece, ampak sem si takrat imel eno nesrečo pol in sem šel predčasno domov. In ja, to je bila moja prva stvar. In bilo ful dobro, ker sem spoznal ful novih ljudi in tako, če greš sam, itak si bolj nagnjen k temu. Predvsem je bil pa to low budget life, ne, ko ni bilo keša nič, ampak je bilo pa toliko veselja, pa vse, kar si rabil, je bilo hrana pa plezanje. Soplezalec ali soplezalka. Ja, to je bilo, mislim, life je bil tako simpel, pa toliko bogat v tem smislu energetskem, da včasih se mi kar malo kolca po tistih časih, ko nisi rabil nič kaj druga, pa si bil ful izpolnjen, ne, si lahko kar žarel. Kako pa pol so sledile naslednje, recimo te čist odpravice Yosemitom, če imaš
mislim, da sem šel pol 2009 spet v Yosemite, pa pol smo šli enkrat v Venezuelo, takrat z Andrejem pa Tanjo Grmovšek pa z Maticem Obidom. Pa je tudi bila neka taka zgodba, da sta onadva mogla iti prej domov, pa smo midva z Maticem sama tam ostala, brez nekega satelitskega telefona in pol sva pač delala to, kar sva najbolj znala, pač plezala. Pol pa 2013 smo pa pol šli takrat naprej že v Tibet, ja. To je bilo pa pol prvič, da so bila skupaj. Ja. Na odpravi. Patagoniji smo plezali, je bilo to prej ali pol? 2013 je bila Patagonija. Moja prva, takrat, ko še ti nisi šel, ja. Ja. 2015 si Pa je bila to prva odprava, ja? Ja. 2013 v Tibet. To je ta odprava takrat še s Marom, ki je bil Ja. Marek zraven. Ja. Ste se plazili nazaj, ne, okoli tistih jezer. To se mi zdi, ste največ govorili s tiste odprave točno o tem. Ja, saj kaj druga pretresljivega se ni dogajalo, to je bilo pa kar pretresljivo. Zdaj, ko smo že omenili, kaj je bilo to zares, čem je bila fora. Ja, nepričakovana snežna nevihta, ko je trajala 3 dni, je pač prišla tam mim. Mislim, da je bila posledica ali nekega ne cunamija, ampak nekega zasuka vremena nad nekim oceanom, ne? mislim, da je iz oceana prav Indijskega gor prišlo nekaj, kar se bolj kot ne zgodi načeloma, ampak je pač presenetilo. Mislim, da je takrat tudi na trekkingu okrog Annapurne umrlo nekih 10 ljudi, na pač trekking poteh. Ne vem, koliko je 2 metra snega zapadlo, ali ko bi rekel v 3 dneh pač. Mi smo bili pa vsi na hribu takrat. Tako da Ste se spokali dol, ne? Ker zelo uspeh bil, da nobenemu se ni nič zgodilo v bistvu, ne. Ja. Ste imeli pa težavo priti, ne, v nekoli iz Abet, se pravi, izpod gore, nazaj v bazni tabor. Da kuhar pa pomočnik sta hotela, ker v bazi je takrat ostal samo zdravnik, ki je bil Miha Kašperin. On je bil takrat ostal v bazi, in se spomnim, da pol, ko smo se pogovarjali, ko smo se končno vsi zbrali v en edini šotor, ko je še stal jedilnica, vse ostalo je, niso folgali, vse pač odkidavati. Ko so se na enega osredotočili, smo bili tam not, je rekel, kuhar pa pomočnik sta hotela iti po drugi dan ali neki, ker sta rekla, lej, on jih ne bo nazaj, mi se moramo pa rešiti, ali neka taka varianta. In potem sta si dala vrečke na nogo, je rekel, pa sta provala, pa sta bila čez pol ure nazaj, ker nista mogla več zgaziti. Nista mogla zgaziti, ja. In pa se jima je bilo pol, se mi zdi, da sta imela tako malo, če se prav spomnim, sta bila kar fejst poklapana, ko smo mi nazaj prišli, ker je bilo jasno, da kao sta nas malo odpisala. Ampak zdaj, če se malo zamišljiš, ni nič čudnega, da sta nas odpisala, ker realno, da se nobenemu ni nič zgodilo pri tistih pogojih, ko smo imeli, je pač res bila velika sreča, no. Kaj bo pol naprej? Jaz se spomnim še iz te zgodbe mogoče, da takrat, ko nista ta dva mogla pobegnati, kuhar pa pomočnik, je pol ta pomočnik v onem šotoru, kjer je pač stal, začel kaditi cigarete pač in je skadil 2 škatli rdečih onih njihovih tibetanskih, kitajskih cigaret, pa enega z drugim prižigal. Tako, pač on je bil toliko pod stresom, on je bil ziher, da bo pač tam ostal, ne. Končal, konec. Vse tudi mi smo bili včasih na tem, no. Tako se mi zdi, da je bila to res ena taka ful velika sreča, da se takrat ni nič zgodilo, no. Je pa v bistvu tudi nas mogoče to malo izoblikovalo, saj mene vem, da je za naprej, za razmišljanje v lifeu ali pa vrednotah pa vseh teh stvareh. Spomnim se, da takrat smo v bistvu vse, kar smo imeli, opreme, kar nismo mogli nesti na hrbtu, smo pustili tam v bazi. In v bistvu meni je bilo, kar se tiče materialnih stvari v lifeu, je bila plezalna oprema vse, kar sem imel, ne, posedoval. In da je bilo toliko lahko vse tam pustiti, ne, ti v bistvu pol pokaže, kaj so v bistvu glavne vrednote v lifeu, ne, in sigurno to neke te materialne stvari niso, ne.
Vsaj na mene je ta odprava imela ful veliko vpliv, no, za tudi nadaljnji razvoj osebni in tudi plezalni, ja. Tako. Pol pa naprej. To že Latok, ne še? Ne, mislim, da smo še, vem, da smo kar malo po tistem plezali te Rolling Stonese, ne. Mislim, da naslednjo zimo. Aha. To je smer v Grand Jurassic nad Šamonijem, kjer sta vidva prvo prosto ponovitev naredila, če se ne motim. Bilo zelo odmeven spon spet, ne? Ja. Takrat vem, se je zelo zatreslo. Ja, a lahko kaj povesta o tem sponu? Ko bi povedal, to je že zdaj toliko cajta, že 10 let. Ali pa tako bom mogoče vprašal, zdaj prej sem vaju malo sprašal o teh odpravah, pa tako, ne. Ker to sočasno sta tudi vsake toliko se navezala, ne, poleti in pozim, sta plezala skupaj. Tako, oba sta v tele naši slovenski skupnosti zelo hitro postala nadpovprečna in potem vrhunska alpinista, ne. Ti si mogoče en tak Luka, ne, Lindič, zdaj kar rečem ti, ne, ko vsak ne bo gledal tega poslušati, tako da včasih vaju bom še sprinkal zraven. Ti si postal en tak, ne, še danes si mogoče tak klasičen allrounder, kjer praktično pokriva skoraj vse zvrsti alpinizma. A se motim? Oziroma, a so kakšne, bom rekel, veje ali pa, ne, alpinizma, ki te bolj privlačijo, ker se mi zdi tako, čez prerez, recimo zdaj, ko smo glih pri vajinih 20 letih, ne, si hodiš v Himalajo, skalne smeri, poleti plezaš na visokem nivoju, pozimi, ker ti, Luka, recimo, ne, Kranjčev, si mogoče bolj se nisi toliko mogoče v neke visoke hribe, kakor pa ti si se, ne. Si bolj visoke stene in zelo visok nivo, ne, celo en najvišjih pri nas mogoče. Pa tehnične smeri. Tisto, ko je bil z menoj na smučeh, ve, da tam sem zelo šibek. Okay. Drugače pa tudi zanimiva tema, zato ker s katero se sam tudi kar velikokrat soočam. Se mi zdi, da sam moja kvaliteta, kjer lahko mogoče največ naredim ali pa kjer se še zmeri najbolj domačega počutim, je kombiniran teren v alpskih stenah pač. Ne vem, verjetno zaradi tega, ker sem to največ to se šel, pa vidim, da sem hiter nazaj, pa da mi je to fajn delati. Se mi je pa v zadnjih letih tudi zelo spremenilo življenje pa pogled na vse skupaj. Pa imel sem tudi malo kako krizo vmes, motivacijsko ali pa, kako bi rekel, iskanju smisla v delih alpinizma, ki so bolj nevarni, kar recimo plezanje v večjih hribih sigurno je. Pač izgubil sem par kolegov, sam imel par nekih bližnjih srečanj. Pol so me začele malo druge stvari v življenju zanimati in sem v bistvu zdaj v zadnjih letih ful manj bil v visokih hribih ali pa sploh nisem bil v visokih hribih v zadnjih letih. Letos sem hotel iti, pa smo spet prestavili odpravo, zaradi tega, ker si je soplezalec poškodoval gleženj, tako da bomo zdaj probali drug let. Ampak drugače pa ne vem, zakaj, ni zdaj to, da bi hotel biti kao allrounder. V bistvu me je to v skalo potegnilo v zadnjih letih, zaradi tega, ker sem 7 let zdaj živel na takem placu, kjer je bilo zelo dobro skalno plezanje predvsem. Druga stvar je pa bila ta, da sem jaz, ko sem prišel na alpinistično šolo, jaz sem bil ful šibek. Jaz se vedno spomnim, kadarkoli smo šla prva leta z Lukom plezati, meni se zdelo, pa on se onih previsih drži, jaz nisem mogel nič. Pač jaz sem bil zelo šibek, pač zgornji del. In to mi je mogoče bilo vedno, se mi je zdelo bolj nedosegljivo, ko pa v hribih sem se pa vedno ful, bom rekel, znašel, si upam reči, pa dobro sem se počutil. Sem bil pa vedno bolj šibke narave, tak za nekaj zategnati, po domače povedano. In mogoče mi je pol to
zdaj tak bil malo bolj izziv tudi v zadnjem obdobju, da kao nekaj, kar se mi je vedno zdelo, to pa jaz itak ne morem. Ker se v končni fazi, ko je velikrat te želje, nekaj, kar se ti zdi, da je tebi nedosegljiv, da narediš to dosegljiv, pa ne. Tako da to je sigurno tudi en dejavnik, za ko sem več plezal v skali v zadnjem obdobju. Plus tega, da pač, ja, kot sem že rekel, veliko drugih stvari, ko vzamejo cajt. Ja. Definitivno pa začenjam malo pogrešati ta bolj avanturo, no, večjih hribov. Ampak nisem pa več toliko lačen ali pa toliko žareč, kot včasih, da bi šel ne glede na karkoli, ali pa da bi mogel iti samo zato, da grem. Ker sem že videl veliko stvari, verjetno, in zdaj vidim, da če čutim, da vse štima, pol sem ful pripravljen dati vse ostalo na stran, če pa ne, pa vidim, da čedalje hitreje rečem, ne, zdajle ni prav moment. Ker zakaj sem tudi majčkeno tako to vprašanje na tak način zastavil, ne, ker sem majčkeno zdaj, bom rekel, seciral je premočna beseda, ampak pregledoval tehle vajinih 20 let, ne, in res hvala tistemu, ki se je spomnil na vašemu Ferajnu narediti un spisek, ker je zelo zgovoren, ne. Pač so stvari zelo tako jedrnato nakupi. Skratka sem, ne, skozi te tvoje vzpone, tvoje odprave, pač, ne, se tudi sicer spremljam ta vajin alpinizem dokaj podrobno, si celo upam trditi, pač opažam to raznolikost, ne, na različnih področjih, ne, ker recimo tvoj, ne, Kranjčev Luka, spisek, saj si tudi hodil Himalajo, ampak je vseeno bolj vezan, mogoče pa boš me popravil ali pa dopolnil, primarno na skalne vzpone, ampak absolutno ne samo na skalne vzpone, ne, tudi na težke, ne, kot si tudi ti rekel, kombinirane smeri. In ne, če smo že glih pri teh spiskih, seveda so 20 let kariere obeh vsakega posameznika so pač ne, zavidanja vredne, recimo, ne, in sta res naredila močen vtis in imata res kaj za pokazati, ne. Pri tebi, ko sem gledal tam tako, okej, bom mogoče izpostavil par vzponov, pa sem šel pol Luka Kranjčev, ne, čez tvoje skalne vzpone, sem videl, ne, sem prišel do 5, pa pol je bilo 10, pa 15, pa sem pol že znotraj 15 delov, probal nazaj skrčiti, pa sem pol prišel na naslednjih 5, sem rekel, nič, brez veze. Skratka, oba imata res močno pot za sabo, no. In če te zdaj lahko vprašam tudi tebe, kako pa si ti sledil, ne, temu k svojemu klicu, ne, ki ti je pač peljal, kamor te je peljal? Ja, meni je v bistvu vedno, razen tistega začetka, bila skala bolj nek moj medij, v kateremu sem se lažje izražal, bom temu tako rekel. Tudi mogoče zaradi gibalne komponente, ko jo v bistvu skala ponuja. Tako se mi zdi, da v bistvu v skalnem plezanju iz čist gibalnega vidika se lahko veliko bolj raznoliko izraža, kot pa enkrat, ko imaš v roki cepine ali pa dereze. Mogoče zdaj se kdo ne bi strinjal, ampak jaz sem imel ta občutek, da v bistvu mi je gibanje samo lepše skali. In nikoli me ni ful vleklo v neke te višine. Nikoli nisem imel neke potrebe po teh res visokih gorah. Čeprav mogoče to ni bilo sploh v slovenskem alpinističnem svetu pol tako viden kot, mislim, nekaj časa je bilo to skalno plezanje malo porinjeno na stran, ne, ta pravi alpinist si, če hodiš na te odprave, ta visoke hribe pa tako, ne. Ampak mene res to osebno ni nikoli toliko potegnilo, bilo mi je pa vedno fajn plezati, pa fajn mi je bilo plezati težke stvari. In težke stvari smo lahko pač plezali v skali ali pa pač v teh pač to, kakor smo teh miksov pa teh zadev plezala v Alpah ali pa tako, ne, mislim, lahko plezaš težke stvari seveda tudi na višini, ampak mene osebno pač to ni nikoli potegnilo in sem pač držal neko to svojo špuro, ki mi je bila v bistvu ful dobra, ker
sem bil sam s sabo pomirjen in to je mi je bilo ključno, ne. In sem vedno našel te izzive, bolj v skalnih stenah, pa tudi recimo tako nekako sem si izbral, te moje mentorje, idole, v bistvu te ljudi, ko so me najprej, dosti stvari naučili, so bili večinoma bolj skalni plezalci, ne. Največ sem v bistvu v tistem delu, ko sem se malo bolj začel razvijati, plezal z, Tanjo pa Andrejem Grmovšek pa z Markom Lukićem. In to so bili neki vplivi na mene, ko so v bistvu, vsi bili bolj dobri skalaši. In tule sem se jaz počutil bolj domačno. Nikoli v bistvu nisem iskal ali pa nisem začutil, da bi mi bili idoli tisti v bistvu bolj, odpravarski alpinisti oziroma v tem smislu, no, tako. To sem hotel vaju tudi vprašati, pa ti si zdaj že povedal, ne, ker se mi zdi, da pravzaprav na katerikoli stopnji se nekdo alpinist razvija, tudi če ni nikoli vrhunski, ima vedno tam neke vzore, pa vzornike, celo mogoče idole, ne, ti si že omenil, Grmovškova oba, Marka Lukića. Ti si pa tudi že prej povedal, ne, da si, dokaj hitro tudi Marka Prezlja spoznal. A je bil poleg njega, pa saj to pravzaprav za oba, ne, poleg teh, ki si jih Kranjčev Luka že omenil, a je še kdo vplival na vajino pot v tistih bom rekel, fazah, ki mogoče še nista bila toliko mogoče nazorsko v smislu alpinizma, pa tudi iz katere druge perspektive še toliko izdelana. Ne, Marka vsi vemo, koliko je pomemben za. Jaz sem zelo veliko časa tudi z Silvo Karo preživel. Celo eno obdobje bolj kot ne bival pri njemu v Ospu. Pa takrat sem že imel kar po moje dokaj izdelano neko, ko bi rad ali pa ampak vseeno je bilo, jaz mislim, da na kateremkoli obdobju, če preživljaš cajt z enim, ko ima neko energijo, to ti da ful tudi tebi energijo za stvari delati pač. Tako da od Marka pa od Silvota sem sigurno jaz te energije največ dobil. No, sej, Kljub temu, da tisto, kar je bilo pa prej na Ferrajnu, recimo, to je včasih lahko so take malenkosti po moje, ko je impuls, ko je en naprav knof pritisne na tebi na Ferrajnu, ko ga zdaj v bistvu sploh ne omeniš, ampak mi je pa na neki točki bil mogoče glih isto pomembno, ne. Pržge ogenj. Ja, ko ti reče, dej pej, ker mislim, da so najo na Ferrajnu zelo hiter nekako zel, ko za ne vem, ko bi zdaj. Iz teh pa še neki bo. Ja, neki kao, vedno smo imeli malo privilegiran položaj, bi jaz rekel. Čeprav mogoče ne zasluženo, ampak tako so najo malo gledali, da, kako bi rekel, poskrbeli malo za najo, bi rekel, v večini primerov. Lahko se motim, da je to neka taka čist naravna stvar, da tisti, ki takole v šolah, tekom alpinistične šole že, ne, še kot tečajniki, pa sploh pa pol, ki so pripravniki, ne, ki pokažejo, da imajo malo več interesa, pa niti nujno, da so gibalno še ne koliko sposobni, ampak da ima voljo, ne, ali pa kakorkoli, da se jih pol pač ta starejši vzamejo majčkeno bolj pod svoje krilje in tudi se malo več energije pol v take vložine. Ja, jaz mislim, da sploh takrat na začetku smo midva res kar žarela od tega, da bi plezala. V bistvu je bil bolj problem, da so ljudje čez teden bili v službah, ne, midva pa vsaj poleti smo imela počitnice ali pa tako se je kdaj kaj prešpricali ali pa kakorkoli, ne, če je bilo lepo vreme. In smo v bistvu dosti hitro prišli do tega, da se pravi, najini soplezalci, ki so nama bili dovoljeni, recimo, ne, v smislu pravil alpinistične šole, niso mogli dohajati najine želje po plezanju, ne. In pol definitivno bilo par, zdaj nazaj gledam hecnih trenutkov. In pol je tudi ratalo, tako, da smo. Na primer?
Tako pač ne, se začne dogajati pol siva ekonomija, če se na prostem trgu ne dobi zadeve, ne, in recimo to seveda v plezalnem žargonu, ne, in pa smo začela, ja, pač skupaj plezati, valjda, normalno, ne, ampak še malo prehiter po vseh teh pravilih, in potem je to tudi ratalo malo tako, malo zadrega na Ferrajnu in so nam že potem malo z disciplinskimi komisijami grozili, pa s temi zadevami, in pol smo recimo nekaj časa imeli take tihe dogovore z nekaterimi člani, da v bistvu moramo njim povedati, ker pa smo midva nehala objavljati te vzpone, ne, ko si jih zdaj ti bral. Smo rekli, če zdaj sproti objavljamo, pa jih četrtek slišimo, ne, a veš, tako, ko gremo na Ferrajn, ne, pa ni okej, ne, se pravi, da midva climbati, pa ne objaviti, ne, pa ne bojo niti vedeli, da smo šla, ne. Po so naju kdaj zalotili kje v hribih, ali pa je kdo kjer mu povedal, da so naju videli, pa tako, ne. Ampak pol smo imeli neko tako pravilo, da smo eni inštruktorci z našega Ferrajna, mislim se Marjeti Brežnik, ko nama je tudi ful pomagala, pa naj ful verjela v naju, no, tudi ko smo šli plezat skupaj, v bistvu ona tudi ena prvih, ko je videla, da delamo stvari z glavo, in je v bistvu naju ful podpirala v tem smislu, in smo potem imeli tak nek dogovor, da moramo enemu od inštruktorjev povedati, preden gremo, ker so itak videli, da šla bomo, ne. Zdaj pa, a gremo čisto na šverc, ne, ali pa pač nekdo ve za to, ne. Mi smo pač tako imeli zmenjeno, da enemu povemo in potem kao malo gremo vseeno, ne, ampak seveda, če se on strinja, pa povemo, kam bomo šla, pa kaj bomo plezala, pa kaj bomo imela s sabo, pa tako pač, ne. Ja, in pol je bilo to tako, da smo midva teh vzponov res veliko nabrala in pol smo hotela iti na izpit za alpinista, še tako pač. Ja. Sta malo goljufičila, ampak sej se mi zdi tudi pol takole, kot ne, starejši, ki enkrat vidijo, da so, če so mladci v tistem, karkoli počnejo, če ne delajo res bedari, pa ne vem, ne, se tudi mačken pol čez prste komu malo pogleda, ne. Ja, pri nama je definitivno bilo tako, ja. Pol zdaj, vajina pot, sta že prej rekla, si pač mačken, sta se skupaj plezala kaj, pa malo nista skupaj plezala, pa so se življenjske zgodbe dogajala, ampak skozi sta pa ohranjala neko povezavo oziroma tudi do te mere, da sta večkrat šla tudi še na odprave, Patagonijo, ne. Še preden sta se v Poinseno zapičila, sta tudi že bila dol skupaj, ne? Ja. To je bilo približno, koliko zdaj, 6 let nazaj. Nenačrtovano v bistvu, oziroma nenačrtovano, da bi skupaj plezala, ker ti si bil z Antetom, s Tadejem Krišlom dogovorjen, jaz pa z Mihijom Volebnom, enim nemškim soplezalcem, ki si je roko zlomil, pa sem se z vama priključil tisti let takrat, ja. To je bilo 2015, mislim. 2015. To ste takrat, ko ste na Cerro Torres zlezali. Ja. Bila sta pa pol še. Tik pred korono 2020 smo bila. Da smo bila skupaj. Jaz sem bil vmes še enkrat pozimi, pa enkrat poleti. Skupaj smo bila pa potem naslednjič 2020, ko smo mir splezala v Exuperiju. 22 pa 23. Pa zdaj zadnje 3 sezone smo bila. No, to bi pa mačken bolj, kaj še pač čisto sveže, ne, in če tudi zdaj tole vajino 20-letnico sta nekako zaključila, zaokrožila, mogoče še nista zaključila, da še kaj pridala v ta povel, ampak skratka, v kateri točki sta pa zaznala tole linijo v Poinsenoju, namreč to je gora, menda čisto malo čez 3000 v pogorju Fitzroya nad krajem Chaltén v argentinski Patagoniji. Za tiste, ki morda tega ne vejo, kako sta se pa zapičila v to linijo, kako je prišlo do te ideje? Že takrat leta 2020, ko sva plezala ta mir v Exuperiju,
takrat smo bili sicer ful sfokusirani samo na tisti in pol, ko smo enkrat bila na vrhu, se nama je odprl ful pogled na ta Poinseno. Že takrat mislim, da nama je Rolo malo namignil, pa tako, da so tam še neke linije, ko bi se dale zleziti. Pa res je dobra stena, sploh iz vrha Exuperija izgledala. In smo že takrat na sestopu, vem, da sem jaz slikal, ful pa približeval dele stene, pa slikal pa tako, da smo imela nek material. In takrat v bistvu je bilo ta prvič, ko smo zares pač si to najdla kot naslednji projekt, ne, ko smo ta Mir zaključila, kar je itak bilo tudi, se je tako glih za glih išlo, spet zadnji teden odprave. Ko smo že prvič, ko smo probala, smo šla full light, pa v bistvu smo mislila vztrajati, pa smo nekako rekli, da rajš ne, in pol, ko smo hodila dol, se je ful naredil nevihta in smo itak videla, če bi ostala v steni, da bi jo takrat zbrisali. In ja, pač to je še en izmed onih trenutkov, ko vidiš, da moraš sam sebe poslušati nekako, ali pa ko se stvari zgodijo, ker se pač tako morajo. In pol smo ta Mir splezali ono zadnji teden, ali pa ful, da smo imela še pol par dni do aviona. Ampak Patagonija je bila pa ful dobra izkušnja vedno, ne, in sploh ta Čelten pa vse, kar je povezanega še z tem tripom in tako, je bilo, niso to zdaj one klasične odprave, ne, kjer čakaš v nekem baznem taboru, ne, tako so tudi včasih recimo v Patagoniji, ne, ampak zdaj si pač v Čeltenu na nekem malo bolj udobnem mestu in čakaš na vreme, vmes si pa v družbi v bistvu prijateljev, ko vsak let tja zahajate skupaj in imaš, ne vem, ko en summer camp varianta, ne, se pravi, da bi rekli temu kolonija v starih časih. In se malo družiš in plezaš pač balvane, plezaš krajše smeri, treniraš. Predvsem je pa pač ta neka socialna komponenta precej močna, ne, in si nekje v eni, ja, koloniji, brez nekih skrbi, tega dolinskega življenja, obkrožen s prijatelji, ko so tam za iste namene, pa tako dopustniško si razpoložen, ne. Ko glih omenjaš tudi ta neplezalen del odpravarstva, tako ne zdaj samo čez te patagonske, ki so mogoče iz tega stališča toliko bolj primerne za to, ne, sploh tule okoli Čeltena, ampak koliko vam je pa sicer bil pomemben tudi ta del, torej ne zgolj plezalski na odpravah, ne. Če se pomisli, da pač greš nekam, neko državo, tam je neka kultura, dežela, pa so ponavadi neke poti, dostopi, včasih se še kje ostane, pa se še potuje okoli, ne, pa če je še odpravarjev več, si tam še z različnimi ljudmi, se še z njimi družiš, tako. Skratka, koliko vam je še ta del tudi sicer pomemben? Meni je bil do pred parih let čist nepomemben, iskren povedan. Ja, meni isto. Zdaj se je pa to spremenilo, da pač hočem tudi kaj druga videti v življenju, ko sam steno, pa plezalno opremo, pa vremensko napoved. Sem pa malo to zamudil, ker prej me to ni zanimalo, v bistvu takrat, ko sem najbolj po odpravah hodil, me to ni zanimalo, ampak sem takrat deloval kot človek in mi je bilo fajn, nisem imel feelinga, da nekaj zamujam. Zdaj bi sigurno šel kdaj kaj si več pogledat, kaj druga še, ne vem, na poti tja ali pa na poti nazaj. Kaj pa so tiste stvari, ki recimo jih pa zdaj ceniš tudi na odpravah, ali pa ki te drivajo zdaj? Recimo čist neke znamenitosti, ko so v državi, kamor greš, ali pa kultura, da malo spoznaš, pa da malo vidiš. Hrano, dobro, si tako okusal tudi drugače, ampak to verjetno najbolj, ali pa da greš mogoče tudi, ker v bistvu v tistem obdobju imeli časa na pretek, da bi kamot, v bistvu po vsaki odpravi si lahko vzel en teden, pa bi šel še kam malo izven tiste poti, najkrajše poti iz baze na letališče, pa bi še kaj videl, recimo, ne. Pa te ne bi nič kaj veliko koštalo, ne, če si že tam. To bi zdaj verjetno večkrat naredil, kot pa prej, ko pač me to ni zanimalo.
Ampak se to je tudi nek tak, a ni čist normalen razvoj nekega alpinista, alpinistke, ki toliko časa v bistvu vztraja na taki ravni, ali pa da ne rečem generalno v alpinizmu, ne. Sej večina verjetno vajenih sotečajnikov iz alpinistične šole je potem na neki točki, če ne čisto spustila alpinizem, ali ga pa nekam spustila na zelo rekreativni nivo, pač par vzponov mogoče na leto, pa bolj ta družaben del, ne. Ker vidva pa vseeno, ne, spet smo pri teh 20 letih, ne, pravzaprav že ves ta čas držita zelo visok nivo in, ne, po domače sta skozi zelo našponana, ne. In je tudi verjetno normalno, da se nekje v neki točki skozi neko tako osebno evolucijo človek spoznava tudi druge stvari v življenju in se tudi majčkeno sistem vrednot, ali pa niti ne vrednot, no, bolj nekih fokusov, zanimanja, interesov malo spreminja in pol Verjetno smo zdaj malo bolj normalna, kot pa prej, če smo čisto iskreni. Pač, če smo realno gledan, pač bilo tisto prej verjetno dokaj izven nekega povprečja, kar je pa pomenilo to, da smo zelo veliko plezala, ne, saj pač. Ampak saj verjetno, Vse če bi hkrati ne gre. tako primerjal vrhunske alpiniste, zlasti mlajše, tam v 20-ih, ali pa tam še mogoče okoli 30, ki so toliko noter, pa ki plezajo toliko na visokem nivoju, karkoli že znotraj alpinizma, saj verjetno je to normalno, ne. Ali pa je večina takih. Ja, mislim, ne vem. Kaj misliš? Zdaj jih bolj malo srečujem takih, se mi zdi. Okej, dobro. Ampak drugače pa ja, mislim, saj jaz za sebe, jaz vem, pa po moje oba, da smo bila zelo obsesivna, kar se tiče plezanja. Vem, da so bila leta, ko je bilo pač 300 plezalnih dni na let, pa se mi je to zdelo čisto normalno, ne. Tako da v bistvu, kaj pomeni neka normalnost, ne, to je pač zelo relativna percepcija posameznika, ne. Seveda. Verjetno za večino prebivalstva tega planeta mi sploh nismo normalni, ne. In tle bi se dalo ful debatirati, pa iti še ful dlje, ne, ampak ja, sigurno je bilo pa takrat veliko bolj ozko gleden pa pač tak obsesiven pristop do plezanja kot športa mogoče. Vsaj z moje strani, zdaj pa se je pač širina lajfa dosti povečala, no. Ker tako danes verjetno, če sta včasih imela v alpinizmu zelo tak športen vidik, ne, pač splezati, zategniti, po možnosti čim težji. Prej si že nekaj Luka Kranjčov omenjal, ta pomen avanture, ne samo, da je treba splezati, ampak tudi na kak način, ne. Nenazadnje sta pa tudi tole smer v Patagoniji poimenovala pot, ki verjetno, pa imel ta dopolnila ali pa popravila, bolj opisuje vajino 20-letno pot ali opisuje tudi neko pot samega pristopa k neki smeri, ker vsi ne toliko vemo, da sta hodila pravzaprav 3 leta plezati to smer. No ja, bolj opisuje, bolj se dotakne to teh 20 let najinih skupnih. Mi je pa pač malo na ključje, da vse upada z imenom knjige, pa s tem, da smo 3 leta tja hodila, da smo to do konca speljala. Da sem se malo zgubil, kje smo bili sploh. Glej, ne, recimo, če se zdaj mogoče, če še pred tole patagonsko odpravo, če se recimo neka časovnica, da ima neko logiko, sta tudi 3 leta hodila plezati smer v Rjavino. Ja. Kako je do tega prišlo? Pa pustimo še Patagonijo majčkeno. Čist zelo podoben, ko večina nekih projektov, ko ti pade v glavo ali pa je neka ideja ali pa nekaj slišiš, da je tam mogoče nekaj dobrega, novega narediti, pa pač smo šla pogledat.
Mal smo to verjetno oba dva iskala neko, da bi v Sloveniji se dalo narediti neko tako res težko prvenstveno smer skalno, pa da bi bila strma, ker v slovenski hribi te težke smeri so zelo velikrat neki sitni detajli v nekih ploščah, pač nimamo Slovenci nekih velikih previsov, ki so zelo uporabni za plezanje. In to se je tako dostikrat šušljalo, da tam je nek previs v Rjavini. In pa smo enkrat šla to pogledat, čisto tako, brez velikih pričakovanj, v bistvu spakala rukzak, že s plezalno opremo pa vse, ampak nismo zdaj vedela, kva bomo videla tam. In pa smo kar, v bistvu je bilo zelo hitro, če zdaj nazaj gledam, smo pač zaplezala proti največjem previsu, ki je tam bil. In pa v bistvu ni bilo treba kaj veliko debatirati. Pa vseeno je pač bil seveda namen po tej klasični plezalni logiki najti najlažji prehod čez tisti najbolj previsen del stene. In to se je pol razvilo 3-letni projekt, kamor smo... Menda sta bila 18-krat. Nekaj takega, ne vem zdaj več točno, ampak kar precejkrat. To kaže na kar močno predanost, oziroma sta kar vztrajna bila. Ja, oba dva smo po moje zdaj preplezali že toliko nekih smeri, bom rekel, ko so nama dokaj hitro dosegljive, če zdaj v neki francoski 8 stopnji, spodnji 8 stopnji, lahko oba dva, če se spravimo, smo kar veliko nekih teh smeri preplezala. In zdaj, če jih še 10 takih podobnih preplezaš, ni zdaj ful drugače, ko pa je že bilo. Neko tako novo, pa v slovenskih hribih narediti, je bilo pa vseeno, po moje, taka ekstra motivacija, no, da nam res ni bil problem se toliko energije vložiti v to. Mogoče sem prej malo zabluzil, ampak Kranjču, Luka, ti si nekje zapisal, da če se ne motim prav za tole Lepotica in zver, namreč ko je ime, ne, smeri v Rjavini, da koliko je bila, da je bil ta proces celoten, ne, vajnega angažmaja pravzaprav za tole smer, da sta jo najdla, naredila, se hodila preizkušati in končno tudi splezala, ne, pomembnejši kakor to, da ima na koncu tudi smer neko ceno. In kako včasih se pol tudi v alpinističnem ali pa verjetno nasploh v plezalnem svetu sfokusiramo zgolj na tisto sceno in pozabimo, da je odzad še nekaj drugega, ki je mogoče še pomembnejše. A sem jaz to prav recimo razumel? Po moje si ti to prebral, ko je Luka ni dal ocene za deklico ali pa kaj takega. Je pa verjetno, da isti koncept, saj ni v bistvu neke razlike, ne. Dejstvo je, da na koncu se vprašaš, kaj ti je v bistvu fajn, ko greš plezat, ne. Ali je to zdaj samo en dan, ko upneš štant, ne, če zdaj imaš nek single pitch ali pa whatever, ne. Ali ti je fajn v bistvu vse tisto vmes, ne. Ali ti je fajn ono, ko sanjaš v neki smeri, ko treniraš za njo, ko ne vem, zvečer ne moreš zaspati, ko gibe ponavljaš, ne. Dobro, to se zdaj malo bolj redko dogaja, ampak včasih je bila pa to kar stalnica, ne, ko smo res žareli samo za plezanje. In pol vidiš, da ti je všeč ta proces, ne, da ti v bistvu všeč cela ta priprava jedi, ne samo takrat, ko jo poješ, ne. In da je to daje celi zgodbi tisti smisel, ne. Predvsem pa tudi dobi ta zgodba neko vsebino, nek meso, ne, ker tista ocena pa to je na koncu samo platnica, ne. Nič ne pove, kaj v knjigi piše, ne. Tak vsebina je pa v bistvu tista, ko so te feelingi, zakaj to počneš, ne, da se voziš tja, pa se malo podebatiraš, kaj kaj dogaja v lifeu, pa se pol sprašuješ, kako bomo pa danes, ne vem, a bo suh, ali bo moker, ali bomo prišla čez on, ne vem, previs, a se bo dalo klin zabiti, pa se pol spomniš kake stare zgodbe. Pa potem dostopaš, pa valjda
ne vem, v tem primeru že mariš tja do high pointa, pa potem je itak spet strah, pa se drugemu malo smejiš, pa tako, ne, a veš, in v bistvu to je, kar za mene je plezanje, ne. Pa tudi pol, da greš dol, pa greš na pivo, ne. In to je isto del tega, ne. To pričakovanje, pa potem ta neki uvod, pa neko jedro, pa neki zaključek, a veš, to je v bistvu ful teh mikrozgodb v eni večji zgodbi, ne. Tako da bi rekel, da pač ima knjiga ful veliko strani, ne, in vsak tak dogodek ali pa dan plezanja je ena izmed teh strani, ne, in vsak ima svoje jedro in zaključek in pol cela knjiga ima pa tudi svoje jedro pa zaključek, ne. Pa uvod, ne. In zato jaz rad plezam, recimo, ne, zaradi tega, ker se v bistvu vse skupaj je taka ena kompleksna mešanica okusov, vseh variacij in nians, ne. In to daje pol to neko dobro vsebino. To si zelo lepo povedal. Verjetno tudi, če ne bi tako doživljal pa čutil, ne, verjetno mislim oba, ne, oziroma vsi tisti, ki karkoli že, ali pa se pravzaprav kdorkoli karkoli počne toliko časa, če ne uživa v procesu, verjetno neki točki, ne moreš skozi samo videti češnjo na vrh torte, ampak vse plasti, ne, tako kot si lepo opisal. Po moje tudi, da sploh v marsikateri zvrsti alpinizma je češenj na torti toliko malo, da če bi bila samo to motivacija, ti zelo hitro jo zmanjka. Ja, ampak poglej po drugi strani, kaj se recimo dela v tem nekem komercialnem, ne bom rekel alpinizmu, ker to ni več, recimo Dobro, tam je pa res motivacija, verjetno sam češnja na torti, ne. Tam je pomembna, pa mogoče sem zdaj kritičen, ne, saj verjetno, če si pa tudi niso zgolj zaradi slike iz vrha, ne, ampak si predstavljam, da če daš toliko denarja recimo za neko odpravo, kjer hočeš priti na vrh, zgolj zaradi vrha in potem, če tega vrha ni. Ja, jaz si to tudi predstavljam, čeprav nisem podpornik tega, ampak nimam pa pravice zdaj soditi, kljub temu ne. Predvsem si pa lahko predstavljam, da je za določene ljudi to ful avantura, pa da jim je mogoče doživljajo intenzivnost doživljanja, da je zelo podobna kot nam, ko delamo pač neki na drug način, ne. To je zdaj težko reči, ampak verjetno je pri njih bolj glavna motivacija to, da narediš tisto kljukico, da si bil na vrhu. No, to si mislim vsaj, no, da ni toliko motivacije v tem procesu samem. Ja, ne, stvari so bolj instant v tem smislu, ne, ampak vsi imamo neke stvari v lifeu, ko jih delamo instant, ne. A veš, tudi recimo en bi pa rekel, da smo mi instant zato, ko gremo v trgovino pa kupimo kar že hrano, ko je že vzgojena, ne. On jo pa recimo posadi pa naredi sadike pa pol vzgoji svoj paradajz in pol s tistim skuha, ne vem, ne, svojo jed. In on bo pa rekel, da je to the real deal, ne. Mi smo pa ful instant, ko hodimo kar v trgovino pa jo kupimo, ne. Ja, saj nekaj je na tem, ne. Je na tem, jasno, ne, in pač to gre na več plasti, ne, a veš, tako, in tudi jaz se ne strinjam s tem v hribih, sigurno ne, ampak vsi igramo to igro na določenem področju svojega lifea, ne. Tako da glih soditi verjetno ni najbolj primerno, ne, ker smo pač noben ni čisto madežen. Se pa strinjam, da je pač to en tak sploh, ja, en del hribovstva ali pa tega, ko ni glih v skladu z nekimi vrednotami, v bistvu, katere recimo mi gojimo. No, ko si že prej rekel, ne, da sem malo kiksnil z Lukatovo smerjo iz Ajdovske deklice, ne, pa s tole, mogoče pa sem zdaj spet kiksnil, ne, nekje si zapisal, da Kranjčev Luka, da alpinizem dobro vpliva na zdrave vrednote. To je zdaj tako mogoče sicer spet malo vzeti iz enega konteksta, ampak se mi pa zdi, da tudi dostikrat, ki se pogovarjam s tabo, pa tako tudi hitro postaneš tako razmišljujoč in debato tudi mogoče zapelješ
v smer, ki ni zgolj, pa nočem minimizirati nekih težavnosti v hribu, ampak iz nekih, recimo, zgolj težavnosti, ampak tudi majčkeno bolj kaj vzad. A si mogoče o teh zdravih vrednotah, ne, imaš kakšno misel o tem? Ali pa, če drugače vprašam, ne, kaj pa ti pol alpinizem poleg vsega tega fajnega, kar sta že opisovala, še prinaša? Meni osebno, jaz mislim, da mi prinaša trenutke, ki me postavljajo neko ogledalo, pa ki me postavljajo v čustveno stanje, kjer se ne da blefirati, kjer se ne da skriti samim pred sabo, predvsem pa mi tako omogočajo, se mi zdi, da so pač velikokrat ti momenti kot en katalizator za neko notranjo rast, da v bistvu se spomniš ful pogosto teh malih stvari, ko jih dejansko ceniš, pa velikokrat pozabiš v lifeu na njih. Tako, ne vem, po odpravi, da si ful vesel onega toplega tuša, ker ga pač tam nimaš, recimo, ali pa tudi če greš samo za par dni v hribe, je to ena taka stvar. Pa da lahko greš v trgovino, pa to ceniš, pa si lahko kupiš, kar bi rad jedel, pa da ti iz pipe teče voda, tako čista, recimo, to nasploh v Sloveniji se nam zdi to ful samoumevno. Če človek gre malo po svetu, vidi, da ni glih tako. Predvsem pa, da me ohranja tako, bi rekel, majhnega v razmišljanju. Ne v smislu, kako bi rekel, majhnega po veličini razmišljanja, ampak skromnega, no, tako bom rekel. Da je to ena tistih vrednot, ko se mi zdi zelo pomembna. Da te hribi v bistvu vedno, v hribih se lažje zaveš svoje majhnosti, ker so oni toliko močni, ali pa v naravi nasploh, no. Se mi zdi, da je to ena taka stvar, ki jo izreče mnogo alpinistk in alpinistov, ki so dalj časa, bom rekel, v igri, če lahko rečem, in zlasti v tem malce starejših alpinistov, ne. Smo že obdelali pri 20-ih, juriš, ne. Pol, ke majčkeno zoriš in tako, pa začenjaš opažati tudi ali pa spoznavati tudi take stvari. Pa me zanima, a mogoče mislite, ker je alpinizem po svoje tako neposreden tudi, pa lahko tudi absoluten v nekih pogledih, ne, če se kaj naredi narobe ali pa ne, grejo lahko stvari zelo narobe, tudi do tistega končnega, ne, ko kdo včasih umre, da ker smo soočeni, ne, vidva, ker sta toliko več noče, toliko bolj večkrat v takih zelo intenzivnih situacijah, da so potem tudi razmišljanja o tem s časom močnejša in bolj soočena, ne, ker če se ti nikoli nikjer ne izpostaviš ničemur, ne, lahko zelo banalno, ne vem, če doma nikoli ne greš iz svoje sobe, nikoli ne boš vedel, kaj čez, ne, potem se ti tudi na ulici nič zgoditi ne more, ne. Zdaj pač gore imajo neke te svoje fizikalne zakonitosti, ne, vsi jih poznamo. A mislite, da je ta okolje kot tako, ki je tako, kot je, in zaradi narave aktivnosti, da so potem tudi ta razmišljanja in dojemanja to globlja? Po mojem, ja. Po moje tudi zaradi tega, ker je vsaj verjetno ne vsem, ampak večini nam imamo preveč izbire pa preveč možnosti. Če malo jaz pogledam ljudi okrog sebe, pa tudi samega sebe, kdaj sem, recimo, imam slabe momente, ali pa to je v večini, ker moram se nekaj fajtati ali pa boriti za nekaj. Takrat, če se nazaj pogledam, sem v glavi vedno, mi je v bistvu okej.
ker imam nek fokus, pa nekaj, ko si pa ne veš, kam bi zavil, pa to bi in tega je čedalje več, pač pri mladih še je to veliko hujš verjetno, še pri mlajših, ko si pa v hribih, si pa verjetno velikrat ne, da bi to načrtoval ali kaj, ampak pač preprosto tega ni, ali pa je tega veliko manj. In pač manj, ko je šuma, bolj si sposoben verjetno si predstavljam, brez da sem strokovnjak tu ali pa nek filozof, sposoben bolj jasno razmišljati, pa pač najti neko, da si bolj pomirjen. Po moje, da to velikim manjka, oziroma da je to pri velikih problem, da imamo preveč izbire. No, saj verjetno preveč ne možnosti. smemo postavljati gore pa alpinizem kot tak neko dejavnost. Ne, po moje, kjerakoli dejavnost, ko te umakne iz tega, pa ti da neko pot. Vse na koncih je XY pravih, ko ti dajo nek fokus lahko, oziroma nekaj, da si malo manj zgubljen, pa da moraš se kdaj malo za kaj zboriti ali pa ne vem. Potruditi. Ja, potruditi. Pa mogoče tudi potem pride slej ko prej tudi neko vprašanje odgovornosti, ne? Ja, Za svoje, za svoja zase dejanja in tako si naprej, ne? direktno odgovoren s svojim življenjem tudi, ne, to se zelo hitro, mislim, da naučiš v tem. V končni To fazi je je, najbolj naravna stvar, seveda, ne. končni, ja, Pač verjetno zaradi resnosti te igre, ne, se posledično lahko bolj zavedaš življenja, ne. Ker v bistvu šele ko vidiš, koliko je minljivo, ga lahko začneš še bolj ceniti, ne. In to pač en vidik tega, ko pravijo, da pač mi zdaj iščemo tam pa izzivamo neko smrt, ne. Jaz bi mogoče rekel glih kontra, ne, da v bistvu glih s tem, ko vemo, da je lahko konec, v bistvu še bolj cenimo življenje, ne. Ker life gre ful hitro mimo, ne. Life je v bistvu ful kratek, ne. Če zdaj tule mi zdaj se pogovarjamo, velika verjetnost je, da čez 30, 40, 50 mogoče, ne, let, da verjetno ne bomo več tule, ne. Mislim, in to je dejstvo, ne. To je v bistvu edino dejstvo, s katerim se rodimo, da bomo enkrat umrli. In to je fiks. Vse ostalo v lifeu je pa stvar, kako bomo odšpilali s kartami, ko jih imamo, ne. In se mi zdi, da v bistvu, kaj boš pa iz tega naredil, ne, je pa na tebi, ne. In tisto so pa neke variabilne zadeve, ko jih lahko spreminjamo, ne. To, da bo enkrat konec, to je fiks, ne. Zdaj, kako bomo pa do takrat živeli, ne, to pa se da spreminjati, ne. In v bistvu je treba pač dodajati življenje letom, ne pa let življenju vedno, ne. In fajn je, da res živiš, ne pa da si samo živ, ne. In to je od nas samih, kako bomo to naredili, ne. je pa verjetno tudi to, gore so vse narava, ne, narava pravzaprav v kakršnikoli obliki, tista pristna narava, ne. Bolj kaj divja, bolj te v bistvu uči to, kar si zdajle rekel, ali pa kar govorita, ne. In pa še to, kar v končni fazi tudi vaju vleče, ne, oziroma povezuje, no, to sem mislil, se mi zdi, da sploh pri alpinizmu prav dolg nekaj blefirati ne moreš, pa ne mislim zdaj v smislu nekih težkih plezalnih vzponov, ampak če greš plezat z nekom, pa se pokompaš dobro, ne, in to ponavljaš in se tam neka kemija med dvema vzpostavi, tudi to je nekaj zelo pomembnega, pa velika vrednota. In če lahko skupaj toliko cajta plezaš, ne, se mi zdi, da ne, če zdaj že govorimo toliko časa o nekih teh vrednotah, morajo te kar biti približno sinhronizirane med dvema, ne. In očitno med vama očitno so, ne, četudi sta skupaj, pa gresta malo narazen, pa pol sta malo več cajta skupaj in gresta na odpravo pa tako, ne. Sigurno je, če bi bile neke glavne vrednote čisto različne,
bi verjetno, ja. Pa še ne to, kar rečemo, dobro, če se lahko istim štosom skrb smejiš. Ja, Ker sigurno. se mi zdi, da ta zajbanski del včasih malo pozabljamo. Se mi zdi, da je pa ful pomemben, da je zelo pomemben. Ne, ker se moraš imeti fajn, ne. Se moraš, Ja, če ne ne, bom rekel razen, skozi uživati, ampak tako. tudi to je po moje od faz odvisno. Včasih, če jaz sebe nazaj pogledam, če si, pa po moje kjerkoli športnik, ko je sfokusiran, ko ima obdobje, si lahko mal debil za okolico. Ja, Pa po moje smo mi oba dva bila to tudi v določeni fazi, kjer ni bilo nič smešno. V bistvu vse, kar je bilo na hecu berjen, bi kar znoro na pol. Oziroma nisi bil sposoben prepoznati heca. To po moje gre vsak čez to. Ampak je to čisto normalno po moje. Da se ti takrat zdi neka taka svetinja, pa tudi pomembno, da vse ostalo je pač na stran porinjen. Ampak ti si prej že razlagal, kako v bistvu se pele skup, hode skup, v bistvu preživljaš, včasih greš plezat za 5 ur, ne preživljaš pa, ne vem, ful enega časa, pa prej, pa greš pol na pivo, pa tako ne. Se tudi skozi samo drgan tisto smer, pa to tudi ne moreš, ne. Sigurno, ja. Včasih smo lahko samo to, ne. Ampak mi je pa fascinantno, da ne vem, imaš ljudi, ko plezajo pa 30 let, pa se lahko še zdaj samo o tem pogovarjajo, ne. In to mi je pa v bistvu zelo zanimivo opazovati, kakšne take fanatike, ne. Da je samo ta alpinizem, samo plezanje, Pa ne, debata. samo plezanje, ali pa, pa še vedno samo to, ne. In to mi je v bistvu zelo fascinantno, kako jih še vedno lahko toliko močno drži, ne. Ali se mogoče niso v kakšni drugi sferi lifea razvili, da bi se lahko o tistem pogovarjali, ne. Pač, smo si pač različni, ne. Ja, lahko se kje zatakneš, ne. Nekje v neki točki razvoja, ampak to tudi presega mojo kapaciteto. Ne, sej, ker na koncu se mora človek tudi sam s sabo ukvarjati, ne. Sigurno, če ti je fajn, pa drugim ne škodiš pol. Ja. Kaj pa sicer mislite tako, da je za neko tako navezo, ko imata pač zdaj to vajno izkušnjo za sabo, pomembno, kjer so tiste glavne lastnosti, da lahko ena naveza dalj časa funkcionira, sploh, če je to malo resnejši alpinizem. Ja, odgovornost, bi jaz rekel, en do drugega, mislim, to se mi zdi, da kar hitro vidiš, da nekaj drži, če si se nekaj zmenil, pa potem tudi, ko so resne situacije, kako zdaj je eden ali vidiš, da je eden se počuti odgovornega za to, da bo cela naveza dobro pač prišla čez turo ali čez smer, ne sam posameznik. Ja, to je eno medsebojno spoštovanje, pa da si znaš dati plac, ko ga en rab ali pa ko ga drug rab. Vse na končni fazi je ljudi, ko na visokem nivoju plezajo ful velik, ne. Če se zdaj, sploh če tako smo zdaj, lahko globalno, lahko rečem, povezani, pa imamo en kup kontaktov, s katerimi lahko gremo plezat. Tako enostavno, ko je danes verjetno, ne vem, se zmeniti z nekim iz XY države, za iti plezat, še nikoli ni bilo, ampak To je res, ja. zato pravim, da veliko je ljudi, ki plezajo na zelo visokem nivoju, na višjem kot pa midva, s katerimi bi lahko šla plezat. To se pravi, je bolj ta drug del, verjetno, ki vpliva na to, s kom hodiš plezat. A pa sta danes mogoče bolj zbirčna, s kom se navežeta na vrv, kakor pred časom? Jaz sem ful zbirčen. Jaz v bistvu sploh, mislim, včasih sem lahko šel plezat samo zato, da sem šel plezat, pa sem v bistvu rabil samo enega, da je šel zraven, da me je zihral. In mi to sploh ni bilo toliko pomembno, čisto v samem nekem obsesivnem stanju. Zdaj mi je pa to ključno in v bistvu rajši ne grem plezat, kot da grem plezat z nekom, ko mi nekaj ni okej. In sem precej izbirčen, ja. In v bistvu imam dokaj ozek nabor soplezalcev, sploh kar se tiče hribov. Grem pa rad plezat z ljudmi, ko se vam
pač fajn, pa ko je stvar sproščena, pa ko je lahko dost heca zraven zmešanega, ker pač tudi splošno ne jemljem življenja preveč resno pogosto. In pol mi je v bistvu to ena izmed zelo pomembnih komponent, no. Ko je zdaj že skoraj toliko pomembna, kot pa to, kaj gremo plezat. Ja, včasih celo bolj, v bistvu, pri določenih ljudeh. Ja. Ampak ta najina naveza je pač tako, ko da se usedeš v en avto, ko si ga 20 let že vozil, pa že poznaš vse in veš, kako laufa, bo in odreagiral veš, da na ga je ovinku. treba natankati in kdaj ga bo začeli z ovinka ven vlečiti in pač vse te zadeve. Ja, to je še ena zgodba, ko si začela smejati, ko smo enkrat šla na eno ledno tekmo v Šrešnico, ne, pa smo si sposodila na Ferrajnu, takrat smo imeli še avto na Ferrajnu. Jaz sem glih naredil izpit, ne, in to je bila to neka Škoda, kaj je bila tista Škoda. Octavia ali kaj so Ja, to ona bile? ful stara še, tako, ne vem, 4 prestave, neke bele barve, vem, da. In potem sem videla, peljemo nazaj in je bil nek nov sneg in jaz tam, valjda sem to malo prehit pripeljal in je začel ti zadek nama odnašati. In smo pol na koncu grabno pristali, ne, s tem avtom. Sicer mogoče bo eni to zdaj prvič slišali, te, ko v bistvu so bili na društvu zadolženi za ta avto, ampak okej, mi smo ta avto pa spravila ven in se odpeljala domov, nismo ga neki stolkla, no, ampak evo, to je še ena, zakaj gremo radi plezat, ne, da imaš take dogodivščine. In ja, v bistvu ta najina naveza je res toliko, da ne rabiš niti govoriti, niti se ne vem koliko spraševati o enih stvarih, pač res deluje. In po moje v splošnem smo lahko ful vesela pa ponosna, da to na tak dolgi premici še vedno dela tako dobro, kakor v samem štartu. In tudi, ko pogledamo v tujini ali pa tako, ne vem, ko smo letos v Patagoniji, smo se prav pogovarjali, koliko je noro, da smo verjetno edina naveza tule, ko pleza že tako dolgo skupaj. In vidiš, koliko imajo drugi nekih dram pa situacij v teh plezalnih navezah, pa ko se dogovarja, ali bi to, ali bi on. Midva pa 2 besedi, pa smo že zmenjena, pa lahko gremo nekaj druga početi, ne. Ni Super, tu. bravo. Ja, Naj to je tako, privilegij, to je. Ful naj privilegij. ostane tako še nadaljnjih 20 let. Fajn bi bilo, ja. Pa karkoli že bosta plezala, ne? To. Ali pa počela kaj drugega, ne? Kakor sta že tudi sama rekla. Če tako zdaj gledata tudi recimo na 20 let pač vajnega skupnega alpinizma, pa tudi vsak svojega, nekaj sta že razložila, kako, zakaj hodita plezati, pa kaj vam alpinizem pomeni, pa tako naprej. Kaj pa mislite, da ima danes v družbi, kakšno vlogo ima še alpinizem? Tako, ko sem jaz mogoče tam konec 90-ih začel plezati, ne, saj jasno, alpinizem nima občinstva, ne. Ne, s to idejo smo že bili seznanjeni, ko smo prišli, ampak potem so pa razne predstavitve, ne, včasih smo rekli dia večeri ali pa recimo imamo filmski festival ali kakorkoli, kakšne druge oblike druženja. Alpinisti pišejo knjige, kako recimo potem so bile tako malo epske v smislu, ne, ali pa ne vem, če malo vajino zgodbo in Rjavine in Poinsenoja, ne, izkazala sta ne samo neko fizično moč, da sta zlezla, pa neke plezalne izkušnje in znanje, ampak predvsem tudi neko zrelost, da sta se tudi obrnila, ne, se te zgodbe sta že govorila tudi v zapisih in tako, in izkazovala sta neko vztrajnost, ampak kaj pa danes recimo alpinisti, alpinistke lahko, če rečem, damo družbi nazaj, je to malo prehud izraz ali pa tudi ne, ampak a še lahko navdihujemo ljudi z nečim, ne, ali z vrednotami, ali z neko vztrajnostjo, avanturo, ta neka epska premagovanje nekih, ne vem česa, in mogoče malo prežvečen.
po mojem, da lahko, vsak lahko, z vsake branže lahko kaj da družbi. Če bi jaz za sebe pogledal, ko iz alpinizma vlečem recimo na drugače v življenju, pri drugih stvarih, ko jih zdaj poleg tega počnem, je to, da včasih neke odločitve sprejmeš, ko so tvegane recimo, pa veš, da ni vsem sam 100% sigurnosti, da je včasih pač, če predolgo cincaš, je slabše, ko pa verjetno je več dobrih stvari je crknilo zaradi tega, ker se ljudje niso mogli odločiti, ko pa zato, ker bi nekaj narobe naredili. In po moje je zelo veliko, sploh mladih danes ima to glavni problem, da se ne morejo odločiti, kot pa to, da bi stvari narobe delali. In v hribih ali pa v smereh pa to dobiš, ker nimaš cajta toliko se cincati v nedogled. Enkrat se moraš odločiti, ali bom šel gor, ali bom šel dol. Ali bom šel v raztežaju levo, ali bom šel desno, ali ko bom naredil. Ali bom naredil ta gib ali drug, če ne me bo pa navil, pač zelo hitro si zrealiziram. Ker ti, Lindićev Luka, imaš, mogoče se spet motim, ali pa saj si imel kar nekaj predstavitev, kjer v bistvu svoje podvige v gorah pol predstavljaš ljudem. Ta drug Luka ti mogoče malo manj, a je to moj napačen občutek? Po moje smo oba imeli. Sta? Jaz sem imel v zadnjih letih več, pač zaradi tega, ker sem živel v Nemčiji, pa je tam mogoče to malo bolj razvit, tudi sama industrija tega. Ja, to je, težko si je to predstavljati, koliko nepredstavljivo je to nekemu povprečnemu prebivalcu ene take velike države, kar mi delamo. In to pol tam vidiš, ko ful velikokrat se ti zdi, ali pa se vsaj meni je zdelo, ja, pa kom, zdaj je skoril vse v bistvu. Sploh, če si imel let, ko nisi zdaj neki, kar se je te posebno zdel, posebnega naredil, pa si zdaj tam bil na odru, pa neki bla, 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 govoril. Pol vidiš, da tudi tisto, kar se nam zdi ful podpovprečno, je za množice je nekaj čist nepredstavljivega. Funkcionirati v takem brezkompromisnem okolju, recimo, kar za zelo veliko ljudi je po moje to sprejemanje odločitev, je to, kar meni nekako bi jaz rekel, najbolj nekaj, kar lahko da nekemu širokemu širšemu prebivalstvu. Luka, mi kaj dodal, mogoče? Ne, jaz mislim, da je tako, v splošnem še vedno lahko smo v enih stvareh družbi kot nek vzor, ali pa razumem, zakaj jih lahko impresioniramo, zato ker pač navidezno deluje, kot da smo brez strahu, ampak to ne more biti dlje od resnice, ker če bi bili brez strahu, bi bili že mrtvi, Pač glih ta strah nas ohranja žive in je v bistvu dobro, da ga imamo, je pa treba ločiti, da je več vrst strahu, eden, ko te bo pač paraliziral, in ko ga ne rabiš glih vedno poslušati, en pa, ko te bo pa v bistvu opozarjal, da tle pa lahko gre res fejst narobe, Zdaj pa tudi je čisto odvisen od človekovega odziva na to čustvo, Ker pač, če si tak tip človeka, da te strah paralizira, pol pač nisi za alpinizem, pol pač boljše, da počneš kaj drugega, ker se boš verjetno glih zaradi tega ubil, ker v situaciji, ko bo treba reagirati, ne boš reagiral, Če pa si na oni drugi strani te premice, te pa v bistvu, vsaj jaz tako čutim, te lahko ta strah dela bolj prisotnega, bolj ostrega, bolj zaznavaš stvari še bolj, tako bolj vidiš ostro, bolj vonjaš stvari, bolj čutiš stvari in tudi to je eden izmed tistih feelingov, ko po moje mene recimo drži v plezanju, ko si toliko sharp pa fokus pa prisoten, da v bistvu nič drugega ne obstaja, In vse to verjetno vsi poznamo kot en tak občutek, ko te lahko prevzame, sploh ko gre fejst zares, je v bistvu dober feeling, ker si tako res samo tam in nikjer drugje,
A sta kdaj mogoče, ko že govorimo o strahu, kaj načrtno delala na sebi, kako menedžirati ta svoj lasten strah? Ali pač imata, bom rekel, srečo, da imata to hendlanje straha prirojeno in pač ga hendlata, kakor ga, ali sta kdaj, tako kot treniramo mišice, ne, tudi trenirala ta del sebe? Jaz nisem zavestno, da bi imel nekaj, kar bi, se mi zdi, da je to šlo z roko v roki z več plezanja, pa več Neko suverenostjo, ja, bolj to kilometrino. recimo, da definitivno sem velikokrat opazil, da ko delaš eno stvar, recimo zelo velikokrat si zelo fit, recimo če plezaš več plezališči ali pa neko smer, treniraš za neko smer, recimo si zelo fit, nisi pa nujno, da si zelo tekoč v plezanju ali nekaj. Jaz sem pri sebi opazil včasih, ko sem veliko več recimo tudi sam plezal po hribih lažje smeri, sem po teh slovenskih grd rečen šodrih ali pa tem terenu se ful boljš počutil, pa sem bil ful manj fit. Pa zdaj, če bi me dal v isti teren, pa da bi se mogel približno isto gibati, bi me bilo verjetno 10-krat bolj strah. Pa se mi, ene stvari so se sigurno tudi v glavi spremenile, bolje pa to, da tega manj delam in pri meni je vedno bilo bolj to, da je šlo z roko v roki v tem, da sem nekaj veliko počel, vedno bolj, kako bi rekel, vedno bolj zahtevno in pol Postaneš malo bolj sigurno samozavesten, pa ne bi izkušen. škodil, če bi imel kdaj, ampak preprosto nisem ali prišel v kontakt s pravo osebo ali s pravim, nisem pa tega načrtno iskal, to je bilo tudi res. Ja, mogoče tu nismo tako daleč v tem razvoju alpinizma, kot da bi se lotili še na tak način, ne. V bistvu zdaj prišli smo do nečesa, recimo, da znamo nekako fiziko natrenirati, ne. Ta psiha je mogoče še zdaj tako še neki tabu ali pa se še o tem ne govori toliko oziroma nismo še tako daleč v tem načinu treninga, ne. Sigurno je pa to velikokrat lahko glavna omejitev marsikoga pri marsikateri stvari, ne samo pri plezanju, ne. In ja, jaz opažam recimo z leti, da me bolj strah oziroma da se bolj zavedam stvari, ki se lahko zgodijo, ne. Včasih, ko sploh nisem vedel, da se lahko kaj takega zgodi, ali pa ko še nisem imel kolegov, znancev, prijateljev, ko bi umrli od česa v hribih recimo, se mi je zdelo, ja, saj pa kaj pa bo, ne. Zdaj pa v bistvu več, ko teh stvari veš, pa več zgodb, ko slišiš, pa več nesreč, ko si zraven ali pa karkoli, bolj se mi zdi, da potem začenjam to videti vsepovsod v situacijah in se mi zdi, da me je vedno bolj strah tudi tako, ker imam skozi bolj feeling, da se lahko kaj takega naredi, ko včasih sploh nisem predvideval, da je možno, da se zgodi, ne. Ampak ja, to pač spet pride do onega obvladovanja, ne. Predvsem je pa to, se mi zdi velikokrat pri nama, da smo veliko plezali teh lahkih smeri, ne. In da smo s tem lahkim terenom, te štirke, petke, šestke, klasike, ampak res veliko dobila neko tako dobro bazo, iz katere smo lahko pol gradila in nadgradila še s fizičnim nivojem za ta težji teren, ne. In v bistvu je bila pri nama bolj kot ne vedno ta zgodba, da smo to, ko smo lahko v plezališču plezala, smo lahko tudi v hribih plezala, ne, po težavnosti. In to je verjetno posledica tega, ne, da imaš neko tako osnovo in ti je to neki teren, kjer si ful domač, ne. V bistvu smo imela midva ene par let, ko sploh nisva v plezališčih nič plezala na začetku, ko smo samo hribe. Samo hribe. Ampak saj to se je pokazalo nekrat že, ne, kako pomembna je ta osnova. Ta baza, ta kilometrina pravzaprav v lahkem svetu, ne. Ja, pa če jaz sebe gledam, je v bistvu je fajn tudi vedno znova malo osvežiti. Jaz vidim, da zakrniš, recimo plezanje nekih teh projektov, ko imaš, v bistvu se zelo poneumiš. Ker ti peglaš iste gibe skozi in rataš kar motorični debil velikokrat. Zelo velikokrat sam sebe opazim, da če ne mešaš malo, da greš spet malo pa na pogled plezat, pa lažje smeri, pa več, pa daljše, pa malo drugačno kamnino,
rataš, si lahko fizično najbolj pripravljen v svojem življenju, pa v bistvu slabš plezaš, kot pa in posledično te je tudi bolj strah, ker si zakrnel, to je meni se osebno, jaz to ful velikrat doživim, da se mi tako menja, da sem recimo fit, pa se mi zelo ne zdi, da dobro plezam, včasih si pa manj fit, pa ker si več nekih različnih smeri plezel, tako da se mi zdi, da moraš vedno to malo gledati, da osvežuješ, tudi ne glede na to, kako kilometrino imaš za seboj v preteklih letih. Saj jaz osebno. Isto v ledu, recimo. Prvih parkrat, ko greš na cepine, saj jaz se vedno čudno počutim, če dolg nisem bil. Se mi vedno zdi, pa stiskaš ročaj 10-krat preveč, ne. Ko da bo kaj pomagalo, če ga boš bolj stisnil pač. Mislim, da je to, ja, vsaj pri meni vedno treba osvežiti, no, vsake toliko. To imamo vsi, se mi zdi, dosti podoben. Ja. Podobne izkušnje, ne, če pa karkoli že počneš, ne, se v končni fazi tudi včasih ne, pa nič ista stvar, ampak že, da se malo, včasih smo rekli, se moraš malo plezati, ne. Se pravi, si mogel malo ponoviti tiste osnovne, da dobiš feelinge pa občutek za ali cepine ali skalo. Ja. A mogoče mislite, da zato danes alpinizem ni več toliko, nam rekel, popularen, da ga ljudje ne zapopadajo, sploh mladi, bolj, ker pravzaprav zahteva toliko, ne samo časa, nasploh neke življenjske energije, neke predanosti in fokusa. Pa nimam pametnega odgovora na to. Večkrat smo že debatirali na to temo, ne vem, verjetno je to malo odraz. Sej čisto, da ni zanimanja, to ni, po mojem, ne. Po mojem, mogoče je v Sloveniji momentalno zdaj malo manj, kot pa je bilo, pa se nam zato zdi za določene zvrsti alpinizma okej, je verjetno generalno gledan. Drugače pa enkrat je v eni državi malo bolj, enkrat v drugi. Načeloma pa ne vem, zakaj je. Verjetno je preveč možnosti, spet bi jaz rekel, ali kva, preveč stvari, ko jih lahko delamo. Ja, nekaj že bo na tem, ne. Ja, ta paradoks izbire je, ne, in v bistvu pol ne veš, kaj bi, in pol delaš vse po malem, ne, in ko delaš vse po malem, nisi ničemer res dober, ne. Si pač vse posod malo dober, ne. Zdaj pa odvisno, k čemu stremiš, ne, ali zdaj hočeš biti res 100% v eni stvari, ne, ali si pa 10% v 10, ne. In pač vse po malem koštaš, nič pa zares ne osvojiš, ne. In jaz mislim, da je to ta paradoks izbire, pa ta malo fear of missing out, ne, ko bi radi bili vse posod naenkrat, ne, in hribi pa zahtevajo še vedno isto časa, ki jim ga moraš posvetiti kot včasih, ne. Zdaj, časa, ki ga pa, oziroma hitrost življenja, ki ga pa živimo, se je pa ful povečala, ne. In zdaj bi rad bil v enem vikendu na 7 različnih koncih, ne, pa bil na nekem rojstnem dnevu, pa ne vem, kaj še šel na kavo, pa še psa na sprehod, pa s punco na zmenek, pa ne vem kaj, ne, pač, ali pa greš za cel vikend v hribe, pa še v petek popoldne verjetno, ne. In to je sigurno ena taka stvar, ko je bila, vsaj za mene osebno, ključna, recimo, pa je super, da sem imel tak fokus, da sem lahko dal plezanje v center svojega življenja in vse ostalo zlagal pol okoli tega. In prilagajal druge stvari plezanju, nisem pa prilagajal plezanje drugim stvarem, ne. Zdaj, ali je to recept za najboljši balance v lifeu, mogoče ne, ne, ampak je pa za eno obdobje, se mi zdi, ta predanost nujna, če hočeš zleziti nad neko povprečje. Zdaj pa pač na odločitvi posameznika pa je, ali si to želi, ne, ali pa ne, ne. In vsak se odloči po svoje. Drži. Vprašal bi baju pa še eno stvar, v teh 20 letih, ker se pač vsak posameznik, alpinist, alpinistka, sploh pa nekdo tako, ke sta vidva, ke sta toliko noter bila,
pač plezalno-alpinistično seveda razvija in gre skozi to neko plezalno evolucijo. Ampak iz hribov, ne, vedno pridemo tudi v dolino in imamo tudi neko dolinsko življenje. Kako pa sta v teh 20 letih tudi ta del, bom rekel, menedžirala oziroma kako sta znala mogoče dajati pozornost tudi, če je bilo treba ali pa ni bilo treba, tudi stvarem v dolini, zdaj ali karkoli je bilo to, službe ali služba, pač ta del v končni fazi tudi čisto neki oseben, ne. Kako sta skozi to neko 20-letno pot pač šla skozi tudi ta del? Zanimivo vprašanje. Verjetno bi znali drugi, ko so nama bili na poti zraven, boljše odgovoriti, ampak jaz, če sebe pogledam, tudi ko sem bil najbolj fanatičen, sem imel neke druge stvari, ne vem, prej sem študiral pač v Celju. Pol se mi je pa zelo hitro, v bistvu samo 1 let potem, da ko sem zaključil študij, pojavila neka čisto druga stvar v Istri, renoviranje 2 starih bajt, ki so pa v bistvu, ni bilo to verjetno čisto naključje, če zdaj gledam nazaj, ker jaz sem dolgo časa hotel arhitekturo študirati, pa je pol v bistvu zaradi alpinizma nisem, kar se zdaj to hecno čuje, ampak zaradi tega, ker v tistem obdobju, ko bi mogel iti oziroma sem se vpisoval na študij, sem glih mi je odsek v Celju bil kot druga familija mi ratal in to je bilo meni, ne, jaz ne grem v Ljubljano, ni variante. In pol sem se vpisal na študij v Celj, kar je pač tam bilo. Ampak to mi zdaj verjetno malo ven prihaja ta, bi rekel, druga ljubezen ali pa kakorkoli in sem v bistvu ogromno časa vložil in v energije in ves denar, ki sem ga imel na strani v ta projekt. Drugače sem pa vedno bil v nekih zvezah z ljudmi, ki so tudi v hribe hodili ali pa plezali, bolj ali manj intenzivno, tako da brez tega nikoli ni bilo tudi privat življenje, no, da ne bi. Da bi bilo zdaj čisto črno-belo, ni bilo nikoli pri meni, je zelo bilo prepleten vedno. Luka Kranjčo, boš ti kaj dodal? Ja, včasih je bilo v bistvu, vsaj pri meni, tako kar normalno, da sem se odrekel večini teh stvari dolinskega življenja za voljo plezanja. In po moje to lahko zdaj še javno povem, da vsaka čast vsem puncam, ko so lahko zdržale z mano, ker to ni bilo easy, sploh z nekom, ki je tako obsesiven in nečem, ni tako lahko naslediti. Čeprav se mogoče tega v tistih trenutkih nisem zavedal, pa mi je toliko bolj recimo to jasno zdaj. In ja, verjetno lahko vsak obsesiven plezalec, ko zdaj to posluša, svojo bejbo pelje danes na večerjo, da se malo oddolži. Tako, pač, ja, je ta fokus res prevzel popolnoma me. Sem pa imel še druge potem športe pa aktivnosti v lifeu, ko so mi tudi ful prijetne, no, recimo surfanje, ta windsurfing mi je bila ena takih, ki je dopolnjevala moje plezanje, zdaj včasih, preden sem začel plezati, sem več surfal, pa potem manj, pol sem enkrat, ko sem rabil malo pavze, sem šel enkrat za 2 meseca v Brazilijo, pa mi je bilo noro, je bil tako prvi neplezalni trip, ampak je bilo ful dobro. In ja, pač vedno bolj v bistvu opažam, da je point vsega neko ravnotežje, ne. Ravnotežje med nečim, da si nečemu čisto predan, ne, pa da v bistvu ohranjaš nekako life v ravnotežju, ne, da to je v bistvu glavna umetnost vsega tega, se mi zdi, ne.
pri vseh stvarih. Vsega nikoli ne dosežeš glih tega ali pa ga za tisti trenutek, ne, ampak lovljenje tega, to je pa on čar lifea, ne, po moje, da skozi to neko tehtnico malo nagibaš v eno pa v drugo smer. In ja, ni dolg čas, ne, ni dolg čas in je to ful fajn, ne, da si tako naredimo. To, da vama ni dolg čas, to jaz sploh ne dvomim. Luka Lindićev, lahko tudi malo poveš, kakšen projekt imaš v Istri? Ja, čist po, ne vem, ni bilo verjetno čist naključje, ampak nakup 2 ruševin kamnitih je, ja, ideja, ko se je marsikomu zdela, po moje, čist nora. Takrat smo se zines 2017 odločila, da kupimo 2 podrtije v notranjosti Istre, blizu Buzeta, blizu plezališča Kompan. Pač ideja je bila to obnoviti, bolj kot ne lahko rečemo na novo zgraditi, ampak v starem stilu. In zdaj smo tako daleč, da letos odpiramo vrata ta drugega objekta, večjega. Ja, 5 let v bistvu, ne več, 6 let, 2018 smo začela, 6 let v bistvu svojega življenja smo dala v ta projekt, kar je zelo veliko v bistvu, ne, več kot kjerkoli plezalni projekt, če zdaj pomislim. Verjetno tudi več energije kot v kjerkoli plezalni projekt je šlo v to. Čeprav je zdaj to hecno reči, ker se še sam sebe vedno vidim kot profesionalni športnik, ampak ja, dejstvo je, da je bilo zelo veliko dela s tem. Sva pa zelo ponosna, ker nama je uspelo, po moje, na zelo lep način nekaj ohraniti, pa ustvariti, kjer bomo lahko zdaj gostila ljudi, ki imajo radi ali sam aktiven dopust ali pa pač plezanje. Skratka, vrata so odprta. Ne še, 16. avgusta odpiramo vrata. No, hmalo. Ta drug, Luka, imaš tudi ti kakšen tak aktiven projekt? Pa imam ene par aktivnih projektov, ki se mi dogajajo vzporedno v življenju. Tako, nekateri so bolj na osebni ravni, nekateri so malo na poslovni ravni, nekateri so na plezalni ravni, tako pač v splošnem. Mislim, da mi ni dolgčas, no, oziroma da se lahko na vsakem tem področju kaj učim, ne, in na koncu vidim, da v bistvu je to tudi glavna stvar, ko sem jo, ali pa jo rad občutim pri vseh stvareh v lifeu, je ta neki napredek, ne. In tega napredka je včasih bilo v plezanju ful veliko, ne, zdaj ga je pa mogoče malo manj, ne, mislim, s časom, ne, po dolgem času je tega napredka malo manj, ampak so pa druge stvari, recimo, v katerih si pa začetnik, ne, in so mi v bistvu tiste tudi ful zanimive, ne. In biti začetnik v neki stvari pa imeti ono otroško navdušenost, ne, to je v bistvu feeling, ko je meni top, ne, in to je tudi tisto, kaj me je vleklo v plezanje, da sem v bistvu nisem mogel zvečer zaspati, pa me je zjutraj vrglo pokonci s postelje, in to so po moje oni občutki, ko jih jaz na splošno v življenju iščem, pa v bistvu ni važno, na katerem področju ali pa ob kateri dejavnosti se mi pojavljajo. Ja, želim vam še veliko takih občutkov, kjerkoli že, pa veliko sočasno seveda ravnovesja ali pa iskanja tega, pa seveda vsega dobrega v hribih in v dolini. Pa se spet kaj vidimo, ne? Hvala, zmenjen. Hvala.